V bistvu se mi zdi prav hecno, da smo se nedolgo nazaj pri primerjalnem testu 3 povsem novih crossoverjev vsi trije soglasno odločili, da bi med tistimi 3 najraje izbrali 4. Niste na Qashqai. Kljub temu, da je avtomobil dejansko že precej star, v večini lastnosti še vedno povsem suvereno lahko konkurira najnovejšim predstavnikom, zato me niti ne čudi, da ga imate kupci še vedno zelo radi. Je dovolj visok, da se iz njega lepo vidi ven, ravno prav dolg, da je tule in v prtljažniku prostora dovolj. Zahtevnejši lahko izberete 4-kolesni pogon ali pa takšnega samo s prednjim. Prav fino se pelje in tudi ta 1,6-litrski motor DCI sem enkrat že pohvalil, ker je lepo tih in uglajen. Takrat me je zmotilo le, da sem proti Vršiču vse serpentine moral odpeljati v prvi prestavi, ker je spodaj navora premalo. Ampak to je tako ali tako težava vseh prostolinsko majhnih motorjev. So seveda stvari, ki me motijo. In me včasih niso, pa me sedaj verjetno zato, ker so tekmeci postali boljši. Naprimer, že ta armaturna plošča, ki deluje zastarelo in malce dolgočasno, sedeži so povprečno dobri in ta zaslon je premajhen. Ne zato, ker bi bil razvajen, ampak zato, ker si s 360-stopinskim pogledom okoli vozila preko njega enostavno ne morem pomagati. Zaslon je premajhen, da bi se nanj lahko zanašal. Pa dobro vidim. Za navigacijo, ki je del paketa 360, je zaslon dovolj velik, za pogled na vse strani pa ne. Sicer pa paket 360 vključuje še 18-palčna platišča, panoramsko streho, delno usnjene sedeže, kamere okoli vozila in še nekaj elementov, kar pomeni, da je takšen avtomobil dobro založen. To pa se pozna tudi pri ceni. Ta sploh ni majhna, saj je za slabih 27 000 evrov tekmecev že zelo veliko.